20.5.10 po kristjanskem koledarju 2010, Tož direkt, tokratna tema Evropska unija. Lokacija Slovenija, Ptuj, podhod kolodvora. Spoštovane in spoštovani, po včerajšnjih demonstracijah in poškodovanju parlamentarne zgradbe se postavlja resno vprašanje, ali je v Evropski uniji res vse boljše, nego je bilo nekoč v Jugoslaviji. Ali je za to vrstno Evropsko unijo smiselno vse nekoč tudi v praksi izkazane za dobre lastnosti ovreči, izbrisati in zapustiti oziroma opustiti in nekritično prevzeti vse, kar se nam dirigira iz Bruslja. Odgovor v ptujskem podhodu na kolodvoru je ne. To vrstna Evropska unija ni sprejemljiva, saj skrbi za to, da se pristne identitete naroda izgubljajo, da se veselje do življenja briše oziroma eliminira in da vse skupaj postaja ena robotizirana družba, kjer so operacijski sistemi zmotno programirani. Nahajam se v novem podhodu, novem, nekako poletnici. To je ena od pridobitev po vstopu v Evropsko unijo. In ta podhod naj v tem direktu simbolizira tunel, o katerem pogosto govorim. Je osvetljen in ni temen, tako da ne bo vse vedno nagnjeno zgolj v kritiziranje, ampak je smiselno z komentiranjem podati tudi predloge za smiselne rešitve. Torej, simbolično se sprehodim v smeri izhoda iz tega tunela, ki ni povsem temen, je pa, zato sem ga tudi izbral, le enostransko osvetljen. To je zelo simbolična slika oziroma zelo simboličen kader. Pot, po kateri se gibljemo v to vrstni Evropski uniji, vleče svetlo bolj na eno stran in bum, človek se zaleti. Tako da nakazano je v eni taki igrivi filozofiji, da možnost skozi ta tunel priti je, ampak da bo nagnjenost obtežena le na eni strani in bo barko države zmeraj zanašalo, torej bo to nekako izgledalo kot nemirno morje. Zato je smiselno nekako iskati poti za manifestacijo več samoljubezni, samospoštovanja. In sedaj sem se spomnil še na lastnem kolesu, kako je to simbolizirano. Ni vedno vse novo boljše od prejšnjega, oziroma ni vedno vse novo dobro zasnovano in takoj mi je v oči padlo to stojalo za kolesa, kjer se kolo avtomatsko postavi tako krivo. Ne stoji ravno, ampak že nekako sugerira nagnjenost v eno smer, v tem primeru je to leva, v tunelu je bila osvetljena desna stran. In da ne bom preveč nakladal, da povem spet bistvo. Evropska unija, kjer so neki blaginji in skupnem sobivanju narodov, govori zgolj v teoriji, v praksi pa si moramo priznati, je to zelo, zelo nagnjeno na en pol, kjer smo slovanski in balkanski narodi, tudi Romunija, Bolgarija, resnice na ljubo, manj vredni. To se vidi, ko človek potuje v Avstrijo
in mu še zmeraj želijo potrditi tako imenovani Mehrwertsteuer, torej davek na dodano vrednost, ker niti ne vedo, da je Slovenija v Evropski uniji, saj so to države, ki v Evropsko unijo nekako lifrajo poceni delovno silo in bistveno na vsem tem je dojeti. Nekoč v Jugoslaviji, skupnosti slovanskih držav na Balkanu, je bilo možno čutiti, ko nekaj pomeniš neki skupnosti, politika je verjetno turbulence, ki so takrat nastale, neverjetno zagotovo ocenila sebi v prid. Jaz sam si priznavam, vsi tisti, ki so bili udeleženi v plebiscit, imajo sedaj milijone. Nas, volilno telo, so pa takrat dejansko zlorabili in imamo brezposelnost. Zato je skrajni čas ubrati zdravo pot, živeti v skupnosti, kjer nisi le nek član skupnosti oziroma država članica skupnosti, ampak kjer je skupnost grajena smiselno, kjer ne dominira samo ena sila in kjer je v bistvu članstvo skupnosti neka plemenitost, ne pa suženstvo. Dejstvo je, stanje se razvija tako, da je Slovenija v Evropski uniji vredna manj, kot je bila nekoč v Jugoslaviji. Ampak ta direkt ni sedaj hvalospev Jugoslaviji, ampak je navajanje dejstev.